Dober dan, sem Jože Šumandl, ustanovitelj podjetja Mior, trgovine za mizarje, tesarje in parketarje. V podjetju Mior prodajamo orodja in druge izdelke višjega cenovnega razreda, ki našim strankam prihranijo čas in denar. V 10 letih je naša trgovina postala prepoznavna ravno zaradi enih posebnih izdelkov, ki se jih velikokrat drugje v Sloveniji niti ne dobi. Za marsikaterega mojstra smo postali rešitev tako z znanjem kot z izdelki, ki jih ponujamo. Kot vodja se soočam z različnimi izzivi. Največji izziv je komunikacija. Komunikacija tako z zaposlenimi, z strankami in tudi z dobavitelji. Naslednji izziv je prodaja izdelkov višjega cenovnega razreda. Stranke nam velikokrat povedo, da si nečesa ne morejo privoščiti, in to sem jim tudi v preteklosti velikokrat verjel. To je negativno vplivalo tudi na prodajo in na odnose v našem kolektivu. Iz teh razlogov sem se večkrat udeležil prodajnih seminarjev. Na enem izmed teh seminarjev sem spoznal Aleksandra Šinigoja. Všeč mi je bil njegov način razmišljanja oziroma njegov pogled na svet. Pri Aleksandru Šinigoju sem se udeležil 2 delavnic. Prva je bila NLP praktik, druga je bila praktik hipnoze. Po NLP praktiku se je najbolj poznalo na našem kolektivu. Eden od sodelavcev nas je zapustil, pridobili smo pa 2 nova sodelavca in trenutno tvorimo kolektiv 4 zaposlenih. In po mojem je odnos v kolektivu zelo dober. Po praktiku hipnoze opažam največjo razliko pri komunikaciji. Dobro poslušam, kaj mi stranke povedo, in ne dovolim, da negativno vplivajo na čustveno stanje. Velikokrat imajo tudi težavo, da z nekim poceni orodjem ne delajo dovolj kvalitetno in imajo potem reklamacije. Ko stranka reče, da so izdelki dragi oziroma da se jih ne more privoščiti, moramo kot trgovci pomagati stranki z našimi artikli, da potem neko delo lažje naredi. Z kvalitetnim orodjem ga pa lahko naredijo kvalitetno in tudi na samih reklamacijah prihranijo. V kolektivu smo se tudi pogovarjali o zamenjavi besede če z besedo ko. In stavek zveni čisto drugače, ko stranki rečem, če boste kupili ta izdelek ali pa ko boste kupili ta izdelek. Prodaja v podjetju raste vseh 10 let. Prodaja po NLP praktiku poteka enostavneje. Po ustanovitvi podjetja so stranke izvedele za nas preko sejma. V zadnjem času pa moram reči, da dobivamo nove stranke samo preko priporočil. Na to sem tudi zelo ponosen. Dober občutek je, ko stranka pove, prijatelj mi je povedal za vašo trgovino in je bil z vami zadovoljen. Obe delavnici, tako praktik, NLP praktik in praktik hipnoze, sta mi pa zelo pomagale tudi pri postavljanju cilja. Tudi sodelavci so mi povedali, da sem sicer že pred delavnico bil fokusiran na neke cilje, vendar da se opazi, da se zdaj bolj ravnam po principu 80-20 in še bolj delam te pomembne naloge. Jaz sem se delavnic udeležil predvsem iz poslovnih razlogov, vendar mi to znanje koristi na vseh področjih mojega življenja. Tudi v družini, komunikacija z ženo in z otroci. Velika razlika je, kot primer, da zdaj po NLP praktiku otrokom povem, da se lahko gredo učiti. Pred delavnico sem rekel, da se morajo iti učiti. In moram reči, da tale lahko bolje deluje. Po delavnici praktika hipnoze je bil zanimiv odziv žene. Otroci so prišli slabe volje domov. Nekaj sem jim povedal, niti ne vem kaj.
Žena pa me potem vprašala, kje pa je Jože. Moj nasvet podjetnikom je ravno ta, da se udeležujejo kakšnih delavnic za osebnostno rast. Nekaterim bo mogoče izziv najti 5 dni časa za kakšno delavnico. Za mene to ni predstavljalo ovire. V našem dobrem kolektivu so sodelavci prevzeli vse moje naloge, za kar sem jim izredno zahvaljujem in sem jim hvaležen. Sodelavcem sem popolnoma zaupal in sem teh 5 dni izkoristil in se skoncentriral na tole izobraževanje. Prodaja je moje orodje, zato investiram čas in denar v sebe in v kvalitetna orodja, v kvalitetne delavnice. Predlagam tudi mojim strankam, da vlagate v dobro orodje, saj boste tako delali enostavneje, hitreje. Ko pa boste želeli kvalitetnega izobraževanja, priporočam Aleksandra Šinigoja, zato ker ima ogromno znanja in njegovo znanje podaja enostavno, govori na razumljiv način in dosti na način z nekim humorjem. Vsako tehniko, ki smo jo spoznali, je Aleksander tudi praktično prikazal in tudi udeleženci smo vsako tehniko med sabo povadili.